Planica, planica, snežena kraljica. Od četrtka do nedelje poteka v Planici zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih. Po 2 letih so se tako v dolino pod Poncami vrnili tudi gledalci. Že včeraj se jih je zbralo več kot 13.000. Skakalci kot ptice letijo pod nebo in slavo Planice v širni svet neso. Prav tako pa so se včerajšnjih planiških skokov veselili tudi otroci, ki jih v Planico v okviru akcije Otroci Triglava v Planici pripelje zavarovalnica Triglav. Vsem skakalcem tega sveta. Ogled včerajšnje kvalifikacijske tekme ob zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih so letos omogočili več kot 4.000 osebam. Malce so šolarjem sicer zagodle na poznejšo uro prestavljene kvalifikacije, vendar v Planici je bil čudovit sončen dan, pravi planiški praznik. Vsa leta ga z zanimanjem spremljajo tudi številni Kranjčani in okoličani. Vi, gospod, ste bil pa že velikokrat v Planico, ne? Ja, bi rekel kar 20krat ali pa 30krat. Nisem nič to pisal, pa ne nič. Vsakih par let sem prišel gor. Prvič sem pa bil 48 leta. 48 leta z Dolakam v Kranjske gorje, Tračenca počva, in smo še na uro zamudili, in smo samo še ta zadnji skok dobili tja v Planici. Ja, to je bilo. To je pa skakal takrat, kaj si bili? Ja, Janez Polda vem, da je bil za druge, se pa ne spomnim, ampak meni se je bil en Polak, ki je bil že 45 let star. Je bil tako, bi rekel, bolj za reklamo je bil ti človek, da je ta prvi skok je naredil. En Polak je bil za druge, pa da po imen vedel, pa ne vem, koliko jih je bilo pa tiste skakalcev. Koliko pa imate let zdaj danes? Ja, let pa še nimam toliko velik, da je samo v 90 letu. Ampak se še kar dobro počutim, moram kar reči, zdravje mi je posoje, je kar v redu nekam. Tako da bi še prišel na skoke? Ja, seveda, zdaj bom na stare leta pa vsak let prišel. Zdaj sem 2 let zamudil, a nek je bil ta virus, zdaj naprej bomo pa še kar hodili, dokler cajt se vdal. Za kjerga pa navijal zdaj danes? Za Ceneta bi ta prv, pa Petra tudi, pa vse naše. Pa če že tako, za punce sem pa še bolj navijal. To so pa res v prvo vrst. Moram reči, skakalce, ka ženske, da so res v prvo vrst. To ne moraš nobene take besede reči proti. Planica za mene je mati domovina, to je prvo. Drugič, tak dan, kot je danes, ko je sončen, je drug adut, a je tako je. Tretjič, pa po tej pogrnjeni mizi, ki imamo danes, mizica pogrne se. To je vse, kar imam zapovedati. Hvala lepa za pozornost. Vi ste bil pa že velikokrat v Planici in kako vam je danes? Enkratno, če bilo bolj, bilo že predober. Tak prijeten občutek prijetnih ljudi, Slovencev, res pravih Slovencev, kapo dol. Želim, da vsi dobro skačejo, če je treba tudi za Ukrajince. Kako je danes v Planici letos po covidu? Ja, zelo velika, da narečem 11 let delal v Planici, zdaj pa že z GTV-jem kar nekaj let skupno hodimo. Tako ki pa letos, pa ne moram prehvaliti, glede vremena, organizacije, presenečen nad smo, v glavnem cela skupina, kar nas je. Hvala lepa. Ja, tole moja že verjetno tam okroglo 40. Planica. Pridem vedno z veseljem, ker
podpirati, kdor ne skače, ni Slovenc, je nekaj odličnega za vsakega Slovenca in želim, da se ta šport še naprej aktivno razvija. Tokrat in v teh letih ne samo moški šport, pač pa tudi ženski. Tukaj smo v samem vrhu, v samem svetovnem vrhu in vsi predniki pred nami so nam dali eno veliko bogatstvo, en velik temelj, tako da super, kdor ne skače, ni Slovenc. Gremo naprej. Kam ste najrajši tukaj na tem dogodku športnem? Skoke, družba je odlična, vse je fajn, vreme pa najboljše. Kaj pa vi, gospod, vi pa ste kdaj skakal v življenju? Itak. Sam vedno manj. To je pa res.